Zvedel sem. Kaj? Se veš kaj. Ja. A te je strah? Mene? Strah, ne. Jaz nimam strahov. Strah je za slabiče. Kaj so ti rekli? Kdo? Zdravniki. A nič. Kaj bi mi rekli? On nikoli nič ne reče. Ja, nekaj so ti morali reči. Da sem najebal. A se je že začel? Ma ne vem. Datumi me jebejo. Ne spomnim se datumov. Pa enih številk. Tudi številke me jebejo. Telefoni. A niti ene številke ne znam več na pamet. Lej, jaz tudi ne. Ampak jaz sem jih znal. Vse sem znal. Imel sem perfekten spomin. Ja. Ti si bil ves perfekten. Ja, vem. Zdaj pa pozabljam. Tvoja mati je posebna zgodba. Moja mati. Pomota, če vprašaš mene. Ne vprašam. Se spomniš hiše? Živeli smo v hiši, potem smo bili v stanovanju, ampak najprej smo živeli v hiši. A se spomniš? Ne, ne spomnim se. Ja, majhen si bil. Imeli smo dvorišče. 3 leta si bil star, tvoja sestra pa 5. Spomnim se, kako je preganjala golobe. Zvabila jih je na kruh, potem je pa skakala po njih. No, ne ravno po njih, zato ker odletijo, ampak tako se je igrala. Je bila zvita ta tvoja sestra, ja? In jaz? Kaj ti? Kaj sem jaz delal? Ti si bil majhen, nisi nič delal. Tvoja sestra pa... Kaj? A nič. Zate nisem bil nikoli dober. Lahko bi bil boljši, ja. Zguba. Tako si me klical. Se spomnim. A tega se pa spomniš. Zguba. Ne bi me smel tako klicati, to ni v redu, veš? Ma hotel sem, da bi postal močen, da bi postal moški. A tako kot ti. Ja, jaz sem močen. Pa jaz? Ti? Ja. Kakšen sem jaz? Ja, sam veš, kakšen si. Ne rabiš mene, da ti to povem. Vem, ja. Zguba. Tvoja mati te je zmeraj zagovarjala. Jaz sem bil proti, ni prav ravnala. Ampak jaz nisem mogel nič. Zmeraj te je zagovarjala, zato pa si zdaj tak. Kakšen? Kakšen? Kdaj človek odrase? Nikoli. Meni se zdi, da sem jaz eden izmed teh enih nikoli. Če ja. Ne vem, če mi je to všeč. Ja, jaz tu ne morem nič. Pa si ti odrasel? Ja, normalno. Kako veš? Ja, vem. Kako? Odrasel sem, ko sem bil star 10 let, že takrat sem bil človek. No, čakaj, no to pa ni A res. te nimaš pojma. No, dobro, nekaj pa že vem, a? No, pri 10 letih sem jaz očetu nosil zajtrk. Ja, to vem, ja. Pri 10 letih Ja. nosil sem mu zajtrk. Vsako jutro sem mu prinesel zajtrk. Ja, to vem, ja. To, Ja, in? to zgodbo smo že slišali. Ja, in? Nič. Nič, ne. Delal je na gradbišču. Začenjal je že v 5. Varam jo. Varam jo, kjer jo moram. Na začetku je nisem, potem pa sem začel in enostavno nisem nehal. Pa bi moral. Kaj bi moral? Ja, če jo varam, pomeni, da je nimam rad. Mah, pa to nima veze, no. Seks je seks. Če se ti fuka, fukaš, če ne, delaš kaj drugega. To je zelo preprosto. Življenje je preprosto, sem ti že povedal. Si, ja. Ja, kaj potem spet kompliciraš? Ne kompliciram. Kaj kompliciraš, kompliciraš? No dobro, potem pa kompliciram. Jaz se vem, tak si. Zmeraj si bil tak. In ti? A jaz? Ja, kakšen si ti? Jaz sem moški. Jaz fukam. Hotel sem mi povedati, kako si me silil, ne odnesem tiste smeti. Ja. Nikoli nisi ubogal. Hotel sem mi povedati, kako si mi rekel, ne odnesem tiste smeti, pa jih nisem. Normalno. Nisem jih takoj odnesel. Ti pa si prišel v mojo sobo. Sam sem bil v sobi. Sedel sem na tleh in se igral z avtomobilčki. Ti pa si vstopil in mirno raztresel smeti. Raztresel si smeti. Jaz sem pa kar obsedel, obkrožen s smetmi.
Nič nisem naredil, nisem jih pobral, nisem se jih dotaknil. Mislil sem si, da to ni moja stvar, da se me to ne tiče. In sem se naprej igral. Trudil sem se naprej igrati, samo da bi se odklopil, da ne bi bil tam, da ne bi videl tistih smeti, da ne bi vohal, kako smrdijo povsod okrog mene. Potem je prišla mama. Ne vem, koliko časa je minil, vem, da je prišla in je pobrala smeti. Normalno. Jaz sem se pa kar naprej igral. Normalno. Ne, to ni normalno. In to sem hotel povedati Heleni. Vsem puncem, s katerimi sem bil, sem hotel to povedati, pa sem pomislil, če jim to povem, me ne bojo več marale, me ne bojo več tako gledale. Zasmilil se jim bom in me bodo pomilovale. Zato jim nisem tega povedal. Pa kaj bi jim govoril? Pa ne samo zato. Imel sem občutek, da če ji to povem, če to komurkoli povem, da to ni dobro, da to ni fer do tebe. Mislim, jaz sem bil otrok, ti si pa raztresel smeti. In zakaj te potem še zmeri ščitam? Jaz sem bil otrok, ti bi moral ščitati mene. Zdaj sem te. Nisi. Sam. Nisi. No, nima veze, glej. Otroci nič ne morejo. Otroci ne morejo spakirati kovčka in iti v hotel. Otroci tega ne morejo. Otroci morejo ostati in trpeti. Trmast si bil. In se nikoli nisi vprašal, zakaj sem bil tak. Tak značaj imaš? Prav. Prav. Po mamini smrti ni bilo dobro z mano. Žalosten sem bil in osamljen. Ti se mi nisi oglašal, jaz tebi tudi ne. Tanja se je zaprla vase, ona je tak tip, potem ti je podobna. Jaz pa sem ostal sam. Nisem vedel, kaj bi. Takrat sem veliko pil, bal sem se, da če ne bom pil, da bo prišlo vse za mano, vsi spomini, vsi občutki. Bal sem se, da bo to preveč zame. Ko sem zvedel zate, najprej nisem občutil nič. Potem se je začel jeza, bes, sovraštvo in na koncu žalost. Kaj ne ti rečem? Žalosten sem. Nočem, da umreš. Vem. Veš? Vem, ja. Ampak tukaj ni kaj. Tukaj ne morava nič, ne ti, ne jaz. Zato se ne ukvarjaj s tem. Imaš svoje življenje, živi ga. In ti? Kaj jaz? Kaj bo s tabo? Ne skrbi zame. Nočeš, da še pridem? Ne. Tudi če bi hotel, mi tega ne bi mogel reči. Nimaš tega v sebi. Ne mislim, da si slab človek. Mislim, da si delal najboljše, kar si mogel. Zame to ni bilo dovolj. Vem pa, da nisi zmogel več. Vse sem naredil za vaju. Si, ja? Vse sem vama dal. Vse. Vem. In v redu je. Res veš? Vem. Pa v redu. Pa je pa dobro. Dobro, da veš. Dobro.